Kaj? Danes grem v hribe in bom porabil veliko energije. Pa tudi dole v bistvu za pomalci, tistem se pa tudi dogovoril, da mi jo pripravi Žiga. No, pa tudi ni vse zame, evo. V našem uredništvu se fantje pogosto zalotimo v debati, katere avtomobile bi imeli, če denar sploh ne bi bil omembe vredna postavka. V mojem primeru je to vedno kakšen zelo športen avtomobil, potem nekaj za prevažanje družine v obliki zelo zmogljivega karavana, pa tudi kakšnega res hudega terenca bi imel za različne ekspedicije. Res hudih terencev je malo in jih v bistvu lahko preštejem na prste ene roke, no na enega, ki je morda celo hujši od vseh, bi pa najbrž pozabil. Ampak ne danes, ker se vozim v njem. V velikanu, ki se ne vozi po asfaltu, ampak ga tepta. V bistvu v avtu, ki ob vikendih prijateljuje s tanki ali pa pije kavo z nasinim roverjem nekje na Luni. Ok, neham, čeprav imam takšnih primerjav v glavi še precej. Da določen avtomobil sploh ugleda luč sveta, gre najprej skozi res zapleten postopek, kjer obliko in vse ostalo v veliki meri določajo finančniki in sploh ne inženirji. Če je neka linija na pločevini v fazi procesa cenejša ali pa je določena oblika luči cenejša, na koncu ponavadi izberejo prav tisto. Ne glede na prej narisano obliko, pripravljene glinene kalupe in ne vem kaj še. In zato namesto vizije oblikovalca običajno na ceste zapelje samo njen približek. Zato so tudi prototipi vedno bolj zanimivi za pogledati, ker si tam lahko privoščijo še čisto vse. No, tukaj se mi pa zdi, da so ta korak preskočili in finančnika poslali v kot čepet, pa vse skupaj naredili točno tako, kot so hoteli. Tole je Dongfeng M-Hero in se mi zdi, da so Kitajci na kup nabrali najbolj klene terence tega sveta, recimo Land Cruiser, Mercedes G, Defender in tako naprej, in se odločili, da bodo naredili stroj, ki je boljši od vseh. Zato je ta dolg par milimetrov manj kot 5 metrov, pravzaprav tale je daljši od 5 metrov, ker ima zadaj še en dodatek, 2 metra je širok, pa 2 metra je visok. V bistvu je kot en lepo izobražen tank. Precej noro, a ne? No, oddaljenost od tal je 230 mm in zdaj boste rekli, pa sej kleni terenci so še bolj oddaljeni od tal. Ja, zato se pa ta lahko dvigne na takšnih 335 mm. No, zdaj mi pa povejte, koliko terencev poznate serijskih, ki imajo tako noro veliko oddaljenost od tal. Samo nikjer ne najdem 900 mm globoke vode, da bi vam pokazal, kako brede skozi to. Vem, kar noro, pa do najbolj atraktivnih stvari niti prišel še nisem. M-Hero je v bistvu lahko hibrid ali pa kot ta popolnoma električni avtomobil. Baterija tukaj ima 142,7 kWh kapacitete, toliko velike še sploh nikoli nisem videl, no pa da si boste lažje predstavljali, če bi jo doma polnili na navadni vtičnici, bi za to potrebovali približno 4 dni. Elektromotor ima 200 kW moči, ima pa 2. Mislim, 2 ima zadaj, potem ima pa še 2 spredaj, skupaj 4 in skupaj 800 kW moči. Ja, prav ste slišali, 1088 konjičkov oziroma 1400 Nm navora. Avtomobil tehta skoraj 3300 kg, z mesta do stopa pospeši v 4 sekundah. Sploh vam ne znam razložiti, kako noro bizaren občutek je, ko se takšna gmota z mesta izstreli tako sunkovito. Zdaj bi vam sicer mogel pokazati, kako preko noro zahtevnega terena zna plezati, ampak je v Sloveniji itak tako, da se nikjer po naravi ne smeš peljati, pravzaprav se tudi tukaj ne bi smel peljati, če ne bi imel izrecnega dovoljenja skrbnika koče na Starem Ljubelju, ker tja grem na malco. Ja, pač Žiga zna res dobro kuhati. In zato je najbrž tak makadam oziroma sneg danes več kot dovolj, ker tudi ta podlaga je v bistvu precej zahtevna, ampak gre s tem avtom kot po putrčku. Ima namreč sprednjo, sredinsko in zaporo zadnjega diferenciala, seveda ne klasičnih mehanskih, ker takšnih niti ne more imeti, ampak vse skupaj lahko prilagaja z vsakim motorjem posebej in vsakim kolesom posebej. Pa v bistvu tudi te kamere ima, da lahko vidim pred oziroma skoraj pod avtomobil in brez težav pripeljem mimo kakšne večje ovire. Pa še en trik ima. Poglejte to. Zadnji kolesi zavijata več kot 10 stopinj v stran, zato zna M-Hero voziti kot kakšna rakovica, se pravi po strani.
recimo, kadar na kakšni serpentini zavijem res močno, v bistvu ni čisto nobenih težav. In na terenu, na ozkih predelih je to še kako pomembno, no pa v bistvu je pomembno tudi na manjših parkiriščih pred nakupovalnimi centri. Evo, tega recimo ne zna noben avto. In zato je njegov obračalni krog samo 10,2 metra. No, da si boste spet lažje predstavljali, to je podobno kot Clio. In če se je treba nekje na hitro ustaviti, ni problema. Ma Brembo zavore, spredaj 6 batne. Če se sprašujete, kako velika nevarnost je, da na terenu zadenete skalo in v bistvu poškodujete baterijo, ne prav velika, ker je tukaj le spodaj 8 mm debela aluminijasta zaščita, pa seveda tudi izolirano vse skupaj, da baterije ne zebe. Ta robustnost gotovo pomeni, da je znotraj kot kakšen star Defender, a ne? Ne, v bistvu ne. Pravzaprav je njegovo pravo nasprotje. Ogromen zaslon imam tukaj le na sredini, tam ima celo več kot 15 palcev, potem ima svoj zaslon tudi sovoznik pred sabo, pa jaz imam tukaj še tretji zaslon, digitalne merilnike. Pa v bistvu 16 zvočnikov, zato se tukaj noter počutim kot v kakšni koncertni dvorani. Tudi sedim zelo dobro, preglednost je super, česar pravzaprav nisem pričakoval, in super je celoten položaj za volanom. Ta prestavna ročica me sicer spominja na tiste ročice za plin v letalih, ampak v tako brutalen avto dejansko paše. No je pa tole okolje pravo nasprotje zunanjega videza. Nič robustno, samo elegantno. Jasno, niti prostora ne manjka. No, mogoče ni jasno, saj stari Hummerji so bili tudi zunaj ogromni, pa znotraj zelo utesnjeni. Tukaj teh težav ni, pa vse skupaj je res elegantno. Evo, usnje povsod, les imam, sami mehki materiali, čist nič mi ne manjka. No, mogoče sem malo lačen in v hribih je treba iti na malco, a ne? Pol pa naprej. Zdaj se najbrž lastniki v uvodu naštetih klenih terencev sprašujete, kakšen je M-Hero na cesti. Gotovo je smotan, če je pa tako zmogljiv na terenu in velik kot slon. Mora biti. Ne. Dejansko je presenetljivo prijeten in nadvse udoben. Teh gabaritov se je treba seveda navaditi, ker majhen nikakor ni, in pazi, da ne zapelješ čez koga, pa tega niti opaziš ne. Ampak med samo vožnjo je pa čist fajn. Celo na parkingu je ok, seveda je ravno zaradi dimenzij treba malo bolj paziti, ima pa po drugi strani, kot rečeno, izjemno majhen obračalni krog in ga presenetljivo lahko parkiraš. Ja, takšnega avta res še nisem vozil.